Dober večer in lepo pozdravljeni vsi skupaj na januarski večerni akademiji, ki nosi naslov Od pop kulture do populizma, kako razumeti stanje duha v luči širših družbenih sprememb. Moje ime je Peter Černe in bom nocoj ta večer povezoval. Znotraj jezuitskega kolegija pa delujem kot asistent ravnatelja jezuitskega kolegija in kot vsebinski sodelavec. Vsem skupaj torej izrekam toplo in iskreno dobrodošlico na nocojšnjem dogodku. Minil je še en mesec dni in prišel je čas za novo večerno akademijo. Večerne akademije so mesečni dogodki, mesečna predavanja z različnimi gosti, ki prihajajo iz različnih strokovnih področij, in jezuitski kolegij to serijo predavanj organizira vsako študijsko leto. Ta januarska večerna akademija je že četrta v študijskem letu 2021-2022. V vodstvu smo spet zelo veseli, da ste izkazali interes za naš dogodek in da ste si vzeli čas, da se nam nocoj tudi pridružite v tej naši Zoom spletni sobi. Preden pa pridemo k predstavitvi nocojšnjega gosta, bi želel besedo predati še ravnatelju jezuitskega kolegija. Dober večer še z moje strani. Najprej lepo pozdravljam tebe, Peter. Midva se seveda tikava, ker so sobrata, jezuita. Ti si zdaj že drugič na večerni akademiji, ki je od takrat, ko si bil prvič že kar zrasla in postala opazno javno predavanje, ki ga kolegi ponuja vsem, ki so zainteresirani. Tako da počaščeni smo, da si se na to povabilo odzval. Ravno tako pozdravljam tudi vse vas, ki ste se tukaj zbrali, še posebej tiste, ki ste tukaj prvič. Prepričan sem, da tudi ne bo zadnjič. In Peter Černe, kar prepuščam besedo vodstva naprej. Hvala lepa za nagovor. Nocoj je torej kot gostujoči predavatelj z nami dr. Peter Lah, ki ga prav tako v imenu jezuitskega kolegija prav lepo pozdravljam. Dr. Peter Lah je jezuit, družbi Jezusovi se je pridružil leta 1986 in duhovniško posvečenje prejel leta 1995. Po posvečenju je najprej služboval kot kaplan pri Svetem Jakobu v Ljubljani, zatem pa je odšel v Chicago na študij komunikologije in medijev, iz česar je potem leta 2004 tudi doktoriral. Po doktoratu je postal predavatelj na univerzi v St. Louisu v ZDA in se leta 2007 vrnil v Slovenijo. Bil je dejaven kot publicist in predavatelj, vodil je razne tečaje z področja medijev, z področja medijske vzgoje in novinarstva in bil duhovni pomočnik v župniji Svetega Jakoba. Od leta 2011 predava na Fakulteti za družbene vede na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, kjer je izredni profesor za sredstva družbenega obveščanja. Od leta 2012 pa deluje tudi v Marijinem romarskem svetišču na Pišarjah, kjer je trenutno odgovoren za pastoralne dejavnosti. Glede na tako široko strokovno ozadje in mnoge izkušnje doktorja Laha, lahko nocoj zagotovo pričakujemo en zanimiv, strokoven in pa poglobljen uvid v tematiko predavanja, ki nosi naslov Od pop kulture do populizma, kako razumeti stanje duha v luči širših družbenih sprememb. Preden pa zares predam besedo našemu nocojšnjemu gostu, bi rad opozoril še na to, da bo gospod Lah po koncu svojega predavanja na voljo tudi za vaša vprašanja. Vaša vprašanja lahko pošiljate v chat. Ta funkcija se nahaja v horizontalni urodni vrstici spodaj v Zoomovem oknu. Vprašanja pošiljajte udeležencu pod imenom vprašanja. Za ikono ima belo črko D na zeleni podlagi. Nastavitve četa so takšne, da lahko vaša vprašanja vidim samo jaz, kar pomeni, da je celoten postopek za vas torej anonimen. Vprašanje pa lahko pošiljate kadarkoli v času predavanja, torej kadarkoli se vam utrne oziroma dobite idejo za vprašanje, lahko vprašanje mirno zapišete. Ko pa bo po predavanju čas za to, bom vprašanje potem zastavil na glas našemu gostu.
Opravičujem se naprej, če bom slučajno vprašanje kogarkoli izpustil, namreč vprašanje bom izbiral s pozornostjo na to, da se ne bodo ponavljala. Naj pa opozorim tudi na to, da se celotno predavanje tudi snema. Torej, vprašanje pošiljajte udeležencu pod imenom vprašanja, ki ima za svojo ikono belo črko D na zeleni podlagi. Zaenkrat je to z moje strani vse. Sedaj torej predajam besedo našemu gostu, dr. Petru Lahu. Izvolite. Hvala lepa in dober večer. Lep pozdrav iz Rima, tule iz Gregorjane, kjer sem predavatelj že 10 let, 11 leto. Je kar težko verjeti, da toliko časa že minilo. Tule predavam vsebina tega, kar bom danes tule, o čemer bom danes govoril, je pobrano recimo iz različnih predavanj, ki jih imam tule na Gregorjani, ali pa tudi kje drugje. Sem tudi zapisal kakšno zadevo, zdaj zadnje čase manj v publicistični, bolj v strokovni akademski literaturi. Tako da upam, da bo imelo rep in glavo in noge, tako da bo razumljivo. Če bi mi pred 20 leti nekdo rekel, da bom FDV-jevc, bi malo čudno pogledal, ampak dejansko je zdaj tako, da sem FDV-jevc, in sicer je prva recimo dobra novica je že ta, da ne obstaja samo ena FDV, ampak jih je več. Jaz sem na Papežki, tako da to, kar boste slišali, bo sociološko, bo se pravi iz družboslovnih ved, iz družboslovnih področij, ampak je pa skozi oči nekoga, ki je FDV-jevc, ne da bi kdaj prestopil prag ljubljanskega FDV-ja. Tako da bo morda tudi z tega še dodatno zanimivo za koga. Bom zdaj še prišel kar na predavanje, v trenutku, ko to najdem. Zdaj pa gre. Zdaj pa gre, ja. Ja. V redu, od popkulture do populizma, se pravi, smo pri pop, kar izhaja iz latinščine, populus, se pravi ljudsko. Samo po sebi, na prvi pogled, morda nismo navajeni na to, da bi te zadeve postavljali eno zraven drugega. Ko pa človek takole vidi na zaslonu, to je skupaj, se pa lahko vpraša, se pravi, kaj ima to skupnega, kakšna je povezava med tem dvema zadevama. In jaz se bom poskusil vrisati tako malo recimo iz filozofskega, malo iz zgodovinskega vidika, pokazati te vzporednice, se pravi, gre za to, da eno in drugo je zraslo na istih duhovnih temeljih, istih filozofskih temeljih, in to nam potem pomaga tudi razumeti in bolj poglobljeno razumeti, zakaj pravzaprav tule gre. Jaz predavam tako, nisem tisti klasičen predavatelj, ki bi lahko 45 minut pred ljudmi stal in nekaj govoril. Bom šel malo sem in tje. Rad se ustavim, rad začnem z definicijami, pa začnimo s teh par osnovnih pojmov. Se pravi, govorimo o družbi, o družbenem življenju. Meni je zelo všeč definicija, ki jo najdem v Habermasu. Habermas je bil eden od teoretikov, ki je mene precej nagovoril, ko sem študiral v Združenih državah Amerike. In on pravi, naš največji izziv oziroma največji izziv za sociologijo in pa potem tudi za vse družbene vede in za politiko je to, kako je možno, da ljudje, ki se med sabo ne poznajo, in to smo mi, člani ene družbe, kako je mogoče, da se ti ljudje lahko produktivno, ustvarjalno, mirno sodelujejo drug z drugim. Zanje je bil to največji izziv ali pa temeljni izziv sociologije in sodobne družbe. Če gremo malo nazaj, recimo, če probamo razumeti evolucijsko človeka in pa skupnost ter družbo, v kateri človek raste,
potem vidimo, da ta izkušnja družbe, to, čemur mi danes rečemo družba, je dokaj nova v zgodovini človeštva. To imamo zadnjih par stolet, recimo. Tudi nacionalna država je nova zgodba v tem smislu. Prej smo bili bolj v tistem, čemur jaz rečem, naravne skupnosti ali pa naravni konteksti. In pod naravno mislim v tem, to je tisto, kar jaz lahko s svojimi očmi in svojimi rokami nekako se še dotaknem. Se pravi, naravna družba za človeka je družina, je vas, je potem pleme. Torej, to so skupnosti, ki jih nekako človek normalno še obvlada. V komunikologiji, v psihologiji, recimo, ko govorimo o organizacijah, so že pred desetletji ugotovili, da je nekako meja tega, ker človek nekako organsko še obvlada, se pravi, velikost kolektiva je tam med 150 in 200 ljudi, pravijo. In jaz jih že toliko ne zmorem. Recimo, ljudje, torej, da jih poznaš, s katerimi imaš lahko en oseben odnos, ne samo to, da jih poznaš po imenu, ampak živiš z njimi, živiš v nekem več kot samo površnem smislu. Se pravi, to je naše, to mi poznamo, tam smo mi doma in tam veljajo določena pravila, se pravi pravilo solidarnosti. V družini smo vsi za vsakega odgovorni, to nam je nekako normalno. Grem v družino, grem k svojim bratom, k staršem, k otrokom, takrat, kadar je zares problema. Medtem ko družba je pa nekaj drugega. O družbi pa govorimo takrat, ko živimo, se pravi, smo aktivno del skupine ljudi oziroma delimo usodo, če govorimo o solidarnosti, delimo torej usodo ljudi, ki jih osebno ne poznamo. Jaz kot Slovenec, pač sem Slovenec, čeprav jaz 2 milijonov Slovencev ne poznam, ampak me druži ena skupna usoda, ki ni tako, kadar smo v Sloveniji, se morda tega niti toliko ne zavemo, nam je pa takoj postane jasno, ko gremo čez mejo in nas potni list identificira. Smo mi to, se pravi, smo člani neke združbe, ki pa ni tista organska naravna, kjer mi se mi med sabo poznamo. Kljub temu je pa usoda sodobnega človeka je pa v tem, da vedno bolj živimo v tem, se pravi, vedno bolj smo določeni od strani družbe in vedno manj od strani te primarnih skupnosti, v katerih živimo. Tako, to je malo konteksta, s tem se ukvarjajo sociologi, Weber, eden od teh prvih znanih, in pa potem tudi sodobni, Habermas se je tudi ukvarjal s tem. In o Habermasu bom še več kakšno rekel, kako je pa kljub temu, se pravi, kako je to možno, o čemer se tule sprašujemo. Se pravi, kako je možno, da ljudje, ki se med sabo ne poznajo, morajo tvorno sodelovati in v miru sodelovati drug z drugim. In odgovor na to je družba, se pravi, so družbeni procesi. Na tule uvedem samo ti dve dimenziji, ki sta nujni za to, da to sodelovanje lahko poteka. Ena dimenzija je ta splošna kulturna, se pravi, da se mi lahko med sabo razumemo, moramo vsaj jezik isti govoriti. In jeziki, moja mama je še govorila narečje, danes narečje skoraj nihče ne govori, govorimo nacionalni jezike, ki so se uveljavili v zadnjih 100-200 letih, še posebej z radiom in s televizijo. Tako da se jaz tudi lahko z enim Prekmurcem pogovarjam, ker je bilo še v mojih časih šolanja, recimo pred 40 leti je bil še izziv zame pogovarjati se z enim Prekmurcem, ker so bili dialekti narečja še toliko bolj močna. Se pravi, ta splošna kultura od jezika do recimo deljenega simbolnega sveta, vrednotnega sveta in
deljena skupna zgodovina, velika maša na Dražgošah je bila spet ta teden, se pravi, to so vse taki rituali, katerih cilj in rezultat je to, da imamo vsi iste zgodbe, o katerih lahko govorimo, in nas to potem združuje. Ta kulturna dimenzija, po drugi strani je pa, druga dimenzija je pa politična. Se pravi, politična je pa tam, kjer ljudje skupaj stopijo zavestno, zato da rešujejo skupne probleme, se pravi, da skupaj sodelujejo, da potem se odločijo, kaj in kako, kam in kako bodo šli kot družba. Prvi uvod. Drugi uvod je Aristotel. Pred par leti sem ga šel brat, se že ne spomnim več, sem ga sploh bral, se pravi to knjigo v času, ko sem študiral filozofijo. Ampak mi je bilo zelo zanimivo, ko sem se ravno o tem začel oglašati, se pravi, to vprašanje ne toliko populizma, čeprav postaja vedno bolj aktualno, ampak preprosto vprašanje demokracije in vprašanje sodelovanja, se pravi, vprašanje teh družbenih procesov, še posebej na politični ravni. In Aristotel ima to prednost, da zadeve zelo po domače pove, preprosto. Pa poglejmo zdaj, kako je on razložil sisteme vladanja, se pravi političen sistem, v katere opcije imamo. On je to analiziral po dveh dimenzijah. Ena dimenzija je bila to, koliko ljudi je bilo pri vzvodih oblasti, se pravi, ali je bila oblast koncentrirana v enem, ali je bilo pa zelo razpršena v množici, v ljudstvu. To je bila ena dimenzija, druga dimenzija je pa ta, kako je zastavljen ta model vladavine v družbi, ali je zastavljen tako, da poudarja skupni interes oziroma splošni interes, pozneje malo več o teh dveh pojmih, ali pa parcialni interes, se pravi, parcialni interes je ponavadi interes tistega, ki drži v rokah vzvode oblasti. In upoštevajoč ti dve dimenziji imamo 6 možnih oblik družbene ureditve, ki so monarhija, tiranija, se pravi, je eden, ali pa ena zelo majhna skupina, družina recimo. Družina, enota v tem ni samo posameznik, ampak je lahko tudi družina. Se pravi, kadar je dobro urejena zadeva, imamo monarhijo, se pravi, imamo kralja, imamo kraljevsko družino, ki daje poudarek na skupnemu dobremu in splošnemu dobremu, ali pa imamo izrodek tega, je pa kot človek, tisti, ki vlada, začne skrbeti samo za svojo družino in zapostavlja skupno dobro. Kadar je teh ljudi malo, se pravi, imamo aristokracijo, v pozitivnem smislu, v negativnem smislu, kadar pa ti, recimo, teh malo ljudi skrbi bolj zase kot za skupnost, imamo pa oligarhijo. In pol smo pa tam, kjer smo, kadar je pa, recimo, so vzvodi oblasti razpršeni, kadar jih je veliko ljudi, da ima dejansko možnost odločanja v družbi, pa imamo po Aristotelu polis, se pravi polity po angleško, lahko bi rekli, za Aristotela je to bilo mesto, se pravi ena malo večja vasa, kot Kran ali pa Kaman ali pa to, tam, kjer ljudje lahko, če se vrnem naprej, ko sem govoril o družbi in o naravnih združbah, to, kar ljudje lahko še nekako vladajo, kjer lahko še nekako se osebno poznajo in drug z drugim osebno komunicirajo. To je bila grška polis, to je bilo mestece, mestna država, v kateri so ljudje potem lahko tudi soodločali v skupnih zadevah. In kadar je dejansko kakovostno soodločanje, se pravi, da ima vsak dejansko možnost soodločati,
in da potem rezultati tega soodločanja, teh procesov so pa taki, da dejansko gredo v splošno dobro, v dobro skupnosti in ne v dobro ene klike ali pa ene posameznika ali pa majhne skupine. Kadar se pa to izredi, imamo pa po Aristotelu demokracijo. To nalaž tule poudarjam, ker po Aristotelu demokracija ima zelo, zelo negativen prizvok. In je zelo podobna temu, kar bi mi danes rekli anarhija ali pa populizem. Eno in drugo. Tako da tu se že lahko malo začnemo spraševati, se pravi, kje smo mi oziroma kako bi mi označili današnji družbeni red v Sloveniji, v tem, ki ga poznamo. O tem bomo odgovorili na koncu, gremo zdaj naprej. Je šlo naprej na Kanta? Je. V redu. Odgovor na politični ravni, odgovor na tisto vprašanje, ki smo ga prej imeli, se pravi, kako je možno sodelovati, kako je možno se koordinirati med neznanci. Mi smo otroci razsvetljenstva in tule se omenjam Kanta, na katerem je potem gradil in nadaljeval tisto delo pol tudi Habermas. Razsvetljenci so rekli, so izhajali iz tega stališča, da človek kot racionalno bitje je zmožen priti do resnice. Se pravi, do resnice človek pride s tem, da uporablja svoj razum. To je bilo to slavno polnoletnost razsvetljenska, tako opevana. Ker prej so kralji pa papeži povedali, kaj je res. Od zdaj naprej pa človek, razsvetljen človek, ko zadevo študira, ko zadevo proučuje, pa lahko sam pride do resnice. In ne samo na ravni posameznika, ampak tudi na ravni skupine, na ravni človeštva. Se pravi, človeštvo, in tole pa potem Habermasov doprinos, kadar ravna diskurzivno, kadar se pogovarja na določen način, je zmožno priti do resnice. Jaz sem tule dal z veliko, ampak v navednice. Ideja tu zadaj je ta, da če se mi debatiramo, se pravi, bom uporabljal besedo diskurs, ki jo bom potem majčkeno tudi definiral. Se pravi, to ni ta gostilniška debata, to je način pogovora, ki je izmenjava mnenj in pa potem skupno učenje, od drug ob drugem se učimo, pridemo do tega, da je vedno bolj jasne so stvari. In tu je paradigma tega, je recimo znanstveni proces. Zdaj smo vsi postali znanstveni zdravniki s tem covidom, nam je majčkeno bolj bliže ta ideja, zakaj gre. Znanstvenik nikoli, noben sodobni znanstvenik ne bo nikoli rekel, da ima odgovor na problem. Znanstvenik bo rekel, da je 99% siguren, da ta zadeva bo imela tak učinek. Nikoli pa ni, se pravi, v principu znanosti sodobne je v tem, da resnico odkrivamo počasi, se pravi, da jo vedno gradimo, da vedno boljši smo, cepiva, ki jih imamo, so boljša, kot so bila cepiva pred 50 leti, ampak nobeno cepivo, ne pred 50 leti, ne danes, pa ni 100% reši problema. To ni znanstveni pristop. In ista stvar pa potem velja ne samo v teh fizičnih, eksaktnih znanostih, ampak tudi na področju družbe. Se pravi, če ljudje so pred skupnimi izzivi, temu bi lahko rekli tudi političnimi izzivi, družbenimi izzivi, če se uspejo na ta način proučevati problematiko, kot jo proučujejo biologi ali pa zdravniki, bo tudi človeštvo vedno do boljših odgovorov prihajalo. In to je to, kar je tule mišljeno s tem, da
kad ravnamo diskurzivno, se pravi ljudje, človeštvo, smo zmožni priti vedno do večje resnice, ki pa poudarja, to je empirična, to je družboslovna resnica, to ni teološka ali pa filozofska resnica. To je pragmatična resnica. To imamo tako malo za šalo, to je naše prvo zdravilo, ko dobimo študente na našo univerzo, ki so praviloma bogoslovci, duhovniki ali pa vsaj zelo katoliški ljudje. Prvo zdravilo, ki jim damo, je predavanje ali pa predmet ravno o metodologiji znanstvenega dela, ker če si navajen o resnici govoriti na teološki, filozofski način, potem to v družboslovju nekako ne gre najbolj skupaj. In je izziv, ampak ni nemogoče. Tule imam en citat iz enega kratkega spisa. Vidite tamle tudi spletno povezavo, kdor želi brati. To je Kantov spis Kaj je razsvetljenstvo. V bistvu en tak pamflet, skoraj bi rekel, kratek spis, to ni članek ali pa knjiga. Ki v bistvu pove, se mi zdi tisto bistveno, če želimo razumeti razsvetljenstvo. Razsvetljenstvo je človekov izhod iz nedoletnosti, ki jo je sam kriv, se pravi nezrelosti. Nedoletnost je nezmožnost posluževati se svojega razuma brez vodstva po kom drugem. Se pravi po kralju, po cerkvi, po komorkoli. Nedoleten je človek, ki rabi enega skrbnika. To je ta ideja. Krivda za to nedoletnost pa je lastna, če vzrok zanjo ne zadeva pomanjkanje razuma, temveč odločnosti in poguma, da bi se ga človek posluževal brez tujega vodstva. In potem, to je vmes, pa razlaga še druge stvari, potem pa pride na to, kar je bistveno za naše nadaljnji pogovor, in sicer za koncept javne uporabe lastnega uma. Zato gre pri družbenih procesih, zato gre pri politiku, da uporabljam svoj in sicer javno. Zakaj je to mišljeno? Bom prebral cel ta odstavek, ker sam ne bom znal boljš povedati. Z javno uporabo lastnega uma razumem tisto, ki jo kdo kot učenjak izvaja pred celotnim svetom bravnega občinstva. Tu smo v 18. stoletju, ni bilo radija, televizije, bile so predavalnice in bile so revije. Se pravi, javna uporaba razuma je to, ko znanstvenik, filozof, kdorkoli, napiše nekaj in objavi, da lahko cel svet, cel razumni svet to bere. To je javna uporaba razuma. Privatna raba uma pa imenujem tisto, ki si jo sme dovoliti na določenem zaupanem javnem položaju ali kakšni uradni službi. Tu se pa malo zaide, to za nas ni važno. Kolikor pa ta del stroja šteje za člen celega občestva, se pravi, se vrnemo na ta. Mi smo tule v dvorani pred celim svetom, uporabljamo svoj razum. Kolikor šteje za člen celega občestva ali celo za člen celega svetovljanskega občestva, torej v vlogi učenjaka, učenjak je tisti, ki uporablja svoj ki se spisi prav v smislu razuma obrača na občinstvo, toliko pa lahko vsekakor rezonira brez škode za opravila, za katerega dokodeno pasiven člen postavlja. In tako naprej. In pol, te zadnji odstavek zdaj ne bomo brali, treba je Kanta razumeti seveda v kontekstu. Njegov kontekst je bil ta, da je imel dva nasprotnika, recimo, kdo
Kdo bo takoj odreagiral, če bo nekdo začel učiti svoj nauk? Takoj odreagirajo politiki, se pravi tisti ljudje, ki imajo oblast, se bojo takoj oglasili in zastregli z ušesi, ali me ta želi spodkopavati, morda mojo oblast, se pravi, in to vedno znova vidimo v celi zgodovini in tudi v sodobni zgodovini, se pravi cenzura oziroma vsaj političen govor. Je vedno nevarnost, oziroma tisti, ki imajo oblast, so vedno zelo pozorni, da ne bo jim nekdo stolčka spodnesel s tem, da bo ljudem dal v glavo ideje, ki so nekako nasprotne s tem, kar si oblast želi. Drugi veliki nasprotnik Kanta je pa duhovna oblast, se pravi svetna oblast in duhovna oblast. Duhovna oblast je pa na področju dogme, seveda, na področju verskega nauka. Ti dvoji za Kanta, eni in drugi, imajo raj nedoletne ljudi, se pravi, raje vidijo, da ljudje ne uporabljajo razuma. In še sploh ne javno, se pravi, da bi pred celim svetom razglašali ideje, ki niso po volji teh dveh oblasti. To je tako en daljši uvod v to našo debato. Tole, se upravičujem, nisem prevajal, ker nimam energije za to. To je pa potem Habermas zdaj naprej, ko govori o moralnosti in kaj že piše? Zdaj ne vidim več zgoraj tam. Moralnost pri Habermasu seveda nima nič opravka s tem, kar mi praviloma in razumemo pod pojmom morala ali pa etika, ampak moralnost za Kanta je način, kako ljudje drug s drugim ravnamo v javnem, v političnem prostoru. Se pravi, moralne so tiste norme, ki temeljijo na pravičnosti, na vključevanju vseh članov, ki so fair, ki niso obrnjene ki niso diskriminatorne, recimo, ali pa ki ne zapostavljajo določenih skupin ali pa določenih ljudi. In Kant to poudarja, se pravi, ta ideja človekovega dostojanstva, človekove neodtujljive pravice, da reče ja ali pa ne, se pravi, da pristane na nekaj ali pa da odkloni nekaj. Ta človekova osebna avtonomija in njegova neodtujljiva pravica ohranjamo, jo poskušamo ohraniti. Zakaj je to važno? Se pravi, to je važno v kontekstih, ko moramo skupaj rešiti, iskati en odgovor in človek reče, ja, zame pa to ni. Recimo, vam bom izdal eno poslovno skrivnost naše univerze, imam nekaj profesorjev, ki se nočejo cepiti. Italijanska vlada je sprejela zakon, po katerih nihče, ki ni cepljen, se pravi pogoj, da smeš vstopiti v predavalnico, je to, da si cepljen. In mi moramo zdaj s tem živeti. Se pravi, človek ima, mi ostali moramo s tem živeti, v tem smislu, da moramo zdaj delati tudi za tiste, ki se ne cepijo. Ker tisti, ki se ne cepijo, ne morejo iti delati. Ampak to je dejstvo, pravi Habermas. Karkoli že mi predlagamo, z drugimi besedami, pravi Habermas, predlagamo na ta način, da ne bomo nobenega pohodili. Tudi, če se nam zdi nerazumljivo ali pa tudi, če imamo zdaj mi zaradi tega probleme, mi sprejemamo človekovo dostojanstvo, naj ga ne bomo prisilili. Ima pravico reči ja ali pa ne na to, kar bomo sprejeli v tem krogu. Ampak to je pa tisti druga alineja, tule je pa tisto, kar mi pogosto pozabimo, z vsako pravico ima pa še drugo plat. Se pravi, to pa funkcionira pod pogojem in samo takrat, kadar človek je pa tudi solidaren s drugimi. Se pravi, jaz ne morem samo zahtevati lastne pravice,
ne da bi se potrudil, da pa razumem tudi drugega. Se pravi, z drugimi besedami, po domače povedano, jaz moram poskušati razumeti in sprejeti tega, ki se ne želi cepiti, ampak on se mora pa tudi potruditi in probati razumeti pa moj položaj. Se pravi, jaz moram zdaj več delati, ker on ne more. Ne? Se pravi, to dvoje gre z roko v roki, ne more se samo enega ali pa samo drugega poudarjati. To je recimo Habermasov korektiv proti Kantu, ker če Kanta bereš tako, ne da bi poznal kontekst, on je to pisal pred več kot 200 leti, hitro lahko izpade kot en, ki samo individualizem zagovarja. Oni seveda niso bili tako naumni, ampak oni so pisali v obdobju, ko je bil kolektivizem tako močen, da se njim sploh ni zdelo pomembno, da bi to poudarjali, ta drugi vidik. Danes je pa individualizem tako razvit, da moramo malo bolj poudarjati pa tudi ta drugi vidik, se pravi, da je treba preseči svoj osebni, parcialni, egocentrični, se pravi, samo lastni interes. V redu, to pustimo, to je teorija. Naše vprašanje torej je, na kakšen način lahko kot družba, kot ljudje, ki se ne poznamo, ki nismo sorodniki med sabo, ki nismo prijatelji, ki nismo mafija, ampak neznanci, pa kljub temu lahko tvorno sodelujemo in pripeljemo družbo na en višjo raven razvoja. In to bo vsak danes lahko kritiziramo, recimo modernost, se pravi to sodobno od znanosti do politike, do kulture, do družbe, do vsega, lahko kritiziramo, upravičeno, ni popolno, ampak nihče pa ne more reči, da ni na določenih področjih, ali pa vsaj na zelo veliko področjih življenja, pa kljub temu pripeljala do višje ravni civilizacije ali pa razvoja. Rečem, smo realistični, ampak če se primerjamo danes in pred 100 leti, če drugega ne, danes veliko le živimo, če nič drugega. Pa lakote tudi že ni bilo v Evropi 80 let in tako naprej, in ko prej je bilo v vsaki generaciji vojna in lakota. Določeni napredki so, ne moramo reči, da jih ni. In v tem smislu se mi zdi, da tudi tole razsvetljenstvo, ki ga tule predstavljam, določena vrednost je noter. To, kar zdaj predstavljam v tem trenutku, pravila diskurza, se nanašajo v prvi vrsti na najbolj pomembne inštitucije našega družbenega koordiniranja ali pa družbenega življenja. In to so sodišča, to je parlament, to so podobne inštitucije, kjer ljudje med sabo se pogovarjajo na določen način. In smo rekli prej, sem že uporabil 2 besedi, se pravi diskurs in pa javna raba uma. Zakaj gre tu? To ne bi seveda veljalo za vsako situacijo, kjer veljajo ti isti pogoji družbe, se pravi, kjer neznanci, ljudje, ki nismo sorodno ali pa interesno neposredno povezani, pridemo skupaj in moramo skupaj iti naprej. Se pravi, ta pravila veljajo za to. To ne moramo neposredno prenesti na družino ali pa na prijateljstvo, čeprav tudi tam zelo dobro pridejo, ampak v družini in v teh naravnih združbah je logika malo drugačna. Tam veljajo tudi druga pravila še za to. Se spomnim svoje profesorice, ena od prvih predavanj, ki sem jih imel, ena feministka je bila iz Harvarda, in smo jo potem enkrat začeli zezati, če te svoje ideje, ona je bila politologinja, če svoje ideje aplicira tudi na svojo družino, se pravi, če to, kar govori tam v razredu, tudi doma prakticira v družini,
In je zelo hitro odgovorila, ne, sploh ne, ker družina je družina, jaz govorim o političnem življenju. V družini sem jaz diktatorka do svojih otrok in moram biti diktatorka, ker otrok še nima te zmožnosti, da bi bil dorastel, se pravi, da bi zmogel uporabljati razum. In to ni nič slabega, v družinah veljajo tudi druga pravila, ne samo ta. Tule so našteta ta pravila, ki, kot rečeno, naj bi veljala v teh kontekstih, ki naj bi na nek način določala naš političen sistem. Za to gre. Če grem za en korak nazaj, to, kar pravi Kant ali pa Habermas, je naslednje. Če boste vi na ta način se med sabo pogovarjali, potem lahko računate, da boste šli naprej, se pravi, da boste prišli do večje resnice v narekovanju, se pravi, da boste bolj razrešili svoje medsebojne probleme in izzive, v katerih ste. Če pa je vaš diskurs nasproten tem pravilom, potem pa lahko računate, da boste imeli probleme. No, in tu počasi prihajamo potem spet nazaj na zemljo, ko poskušamo razumeti naš sistem, družbeni in politični, in ga razumeti, v čem je dober, kje so pa problemi. Se pravi, tale pravila, ki jih tule čisto na kratko predstavim, nam pomagajo diagnosticirati naše stanje, stanje enega političnega sistema. Pravila je več, oziroma boste našli na različne načine jih naštete, ampak gre pa za 3 glavne ideje, ki so naštete v naslovu: univerzalizem, iskrenost pa dialoškost. Zakaj gre tule? Sem si tule zabeležil za aktualni problemi, kot so cenzura in fašizem. Do mene je prišla, tale oddaja je bil Tripak, ki jo je Možina pripravil v soboto. In še prej sem pa slišal, pa nisem videl, da je bila ena oddaja, kjer so pa enega bivšega župana mariborskega cvrli ali nekako obravnavali grobo. In zame je bil recimo to zanimiv primer. V obeh primerih, če sem prav razumel, se je pojavil občutek cenzure, očitek cenzure. In to eno in drugo je seveda lahko provokacija tudi. Kar želim v tem trenutku povedati, je pravilo univerzalnosti pomeni, da A je A in je vedno A. Se pravi, če ne morem jaz braniti enega novinarja, ki je govoril tako, kot je meni všeč, in kritizirati drugega novinarja, ki je na isti televiziji govoril tako, kot meni ni všeč. Če sta oba novinarja delala isto, potem je oba treba enako obravnavati. Ne glede na to, ali je meni všeč ali ne. Zato gre. Tu zadaj je osnovna logika na nek način. Temu rečemo recimo v filozofiji univerzalnost. Se pravi, če je nekdo, kdaj se novinarja lahko kritizira? Novinarja se lahko kritizira, kadar ni dobro opravil svojega novinarskega dela. Se pravi, je govoril nekaj, kar ni res. Če pa novinar dobro opravil svoje novinarsko delo, ga ne morem kritizirati, lahko se z njim ne strinjam. Ne morem ga pa cenzurirati zaradi tega. In če ga pa kaznujem zato, ker ni dobro naredil svojega dela, ga pa ne cenzuriram. Pa samo rečem, čuj, to je šlampasto narejeno, to moraš malo boljše narediti te zadeve. To ni profesionalno, tako kot se novinarstvo dela. Ali pa pojem fašizma, ko se opleta z njim, da je zdaj talo, ni politik, je fašist. Ne moramo zdaj isto besedo, fašizem, uporabljati za 2 stvari, ki sta različni. Se pravi, gre za to vprašanje univerzalnosti, se pravi, A je A. Če fašizem, se pogovarjamo o tem, kaj je fašizem, poglejmo, kaj so delali Italijani,
In potem poglejmo, če ta politik, ki nam je všeč, dela tisto, pol je fašist. Če ne dela tistega, pol pa ni fašista. Ne moramo se pa zdaj izmišljati teh nalepk in jih takole levo, desno dajati, glede na to, kaj meni všeč, kaj mi pa ni. Se pravi, to je po Kantu in po Habermasu, to je znak slabe rabe razuma, ker je nelogično v bistvu. Imamo isto besedo za dve različni stvari, ali pa imamo za isto stvar dve različni besedi, to dvoje, na ta način nikoli ne bomo prišli skupaj. A mora biti A in A ni B. To je osnovna logika zadaj. Druga zadeva je iskrenost. Iskrenost pomeni to, da ne lažem po domače, se pravi, da se ne pretvarjam, da sodelujem v dobri veri. To je morda še boljši izraz. Se pravi, v dobri veri sodelujem. Sem iskren, odprto sodelujem in vsi moramo seveda taki biti. V trenutku, ko je eden iskren, ali v trenutku, ko je 9 iskrenih, eden pa ni, to ne bo šlo naprej. Nekako ni zmožno to. In pa zadnja je pa dialoškost, se pravi to, kar smo prej rekli, da sem zmožen povedati in da sem obenem tudi zmožen poslušati in imeti empatijo do tega, da probam razumeti in da vključujem vse, ki imajo en legitimen interes, da so zraven. To so čisto na kratko povedane značilnosti tega javnega diskurza, javne rabe uma, javne rabe razuma, ki nekako garantira na to, da lahko kot tujci med seboj kljub temu produktivno gremo naprej kot družba. V redu, pa smo pri pop kulturi. Poznate to sliko? To je pop kultura, ko se je začela Andy Warhol, ki je bil Slovak, emigrant v Ameriki, postal slaven s tem, da je fotografiral stvari po domače povedal, se pravi, da jih je štancal na originalen način. In to je tipično za pop kulturo. Druga beseda oziroma en sinonim, močen sinonim sopomenka za popularno kulturo je množica. Se pravi, kadar imamo opravka z množico, takrat je ponavadi, se pravi, z ljudstvom, populus, takrat pride do izraza tudi popkultura, se pravi, določene značilnosti, ki jim pravimo popkultura. In pri množici in pri popkulturi imamo še tretjo sestavino, ki so pa množični mediji. Množični mediji po eni strani nam omogočijo, da smo vsi na isti strani, po domače povedano. Se pravi, tule v Italiji nas je 55 milijonov, če prežemo televizijo, potem lahko vsi vemo, kaj se v tem trenutku dogaja tam, kjer se mediji odločijo, da se stvari dogajajo. Stvari se dogajajo ponavadi v Rimu, če smo v Italiji. In tudi nekdo, ki nikoli ni bil v Rimu, lahko ve, kaj se v Rimu dogaja in postane del potem te kulture oziroma del tega ljudstva in gre potem na volitve in če mediji dobro opravijo svoje delo in če se je državljan dobro pozanimal, potem kljub temu, da nikoli ni bil v Rimu in da nobenega od teh, ki v Rimu v parlamentu sedijo, ne pozna, kljub temu lahko da svoj glas z eno določeno težo. Se pravi, ni kar tako naslepo, ampak izrazi recimo eno svoje mnenje, ki ima določeno težo. Pri medijih je pa ta problem, da so enosmerni, klasični mediji, in da so zelo dobri za dve stvari, za propagando in potrošništvo, ki sta v bistvu dve plati iste medalje. Se pravi, ljudem povedati, kaj naj mislijo, pa ljudem povedati, kaj naj kupijo.
To dvoje je zelo povedano, zato so mediji zelo dobri. Medtem ko v medijih, in zdaj vidim, da se počasno čas zaključuje, če se ne motim, to, kar jim pa manjka, je pa tisti bistveni element, o katerem smo prej pogovarjali, se pravi javna raba razuma, da omogočijo ljudem, da pridejo skupaj in se diskurzivno obnašajo, se pravi, da govorijo in poslušajo. Mediji samo govorijo, ljudje pa samo poslušajo. Ni v klasičnih medijih, ne v množičnih medijih. In popkultura in populizmi so nastali tam, kjer so množični mediji. Če ni množičnih medijev, še posebej radija in televizije, tam tudi populizma ni. Populizem je nastal par let po iznajdbi radija in je radio zelo dobro uporabljal za svoje cilje. Če radio in televizija ni, tam tudi popkulture ni praviloma. So druge oblike kulture. Se pravi, je potrebna ta tehnologija in je potrebna ta oblika družbene organizacije, da lahko, ki temelji na množičnih medijih, ki so mašine konsenza, tudi jih je en ameriški novinar označil. Se pravi, mediji nam povedo, kaj je pomembno, in mediji nam povedo, kdo je predsednik, kdo je primeren za predsednika, kdo ni primeren za predsednika. Predvsem nam pa mediji povedo, kako naj živimo, da bomo srečni. Se pravi, kakšna naj bo moda, kakšna je ta zadnja znamka, ki si jo moramo kupiti, da bomo srečni in da bomo spoštovani. To je, in tu potem popkultura in populizem prideta skupaj. V tej dam še par takole malo za izziv, recimo tudi v umetnosti ali pa v splošnem družbenem diskursu imamo te slike, recimo mamica, ki skupaj z otrokom kuha hrano, ali pa naročiti iz enega brezosebnega menija, kaj bom pojedel. To sta recimo dva ekstremna sistema, dva ekstremna primera tega, ali sem jaz samo prejemnik, pasiven prejemnik tega, kar si že želim in imam magari 20 stvari na menuju, ampak samo tistih 20 stvari menujih in jaz doskrat grem v McDonald's in lih tistega, ker si je želim, nimajo. Se nam doskrat to zgodi. Ampak večinoma pa ljudje, ker plavamo v tistem toku, sprejmemo to, da imamo samo te izbire in se sploh ne začnemo ukvarjati s tem, da morda pa sam pa še kaj veliko boljšega in bolj zdravega lahko skuhal doma. Ta idila, družina doma z ognjiščem, družina doma za mizo, je seveda nekaj stane. Stane trud, je veliko bolj udobno, je to McDonald's in pač pritisniti na tiste menuje. In to je tisto, čemu so sociologi rekli, ta zlata kletka moderne dobe. Tu imate Charlieja Chaplina, ki igra tega ubogega delavca v sodobni, ko bojo vse mašine naredile zanj. En drug tak primer te kulture sodobne, recimo, ki nas je za nas, za politični diskurs je pomembno tole razumeti, da smo v populizmu pa sploh, smo pasivizirani. Populizem je tole. Ko nam nekdo pove, tipičen primer populizma je Hitler, Mussolini ali pa tudi kakšen drug s prstom, in nam pove, kaj in kako moramo misliti, in potem mi pa tam v najboljšem primeru ploskamo. To je ta podoba. In tu med populizmom in popkulturo ni velike razlike. Moda je isti mehanizem je pri modi ali pa isti mehanizem je pri vrednotah, teh vrednotah, recimo, ki veljajo za boljše v eni določeni družbi ali v eni določeni skupnosti. V redu. Zaključam še malo, zdaj, ker sem se honorarju odpovedal, bom pa naredil malo reklame.
To je, v medijih je bilo vedno tako, ali si moral plačati medij, ali pa si dobil zastonj medij, ampak je bila reklama noter in zdaj imate malo reklame. To, kar se zdaj govori, je seveda veljalo za moderno družbo in tudi tema tega predavanja je bila nekako popkultura, populizem, to je vezano na moderno družbo. Modernizem, moderna, vemo, je to 20. stoletje. Zdaj, kdo od vas še mladih sploh ne vedo več, kaj je televizija ali pa radio. Se pravi, to se je vse spremenilo, se je, pa se ni, ker družbena omrežja seveda funkcionirajo malo drugače in prinašajo svoje probleme, ampak po drugi strani pa ni pa tisto, kot se je predstavljalo, se pravi, da bo pa zdaj posameznik spet prišel do izraza in da se bo lahko razvil in da bo potem družbena omrežja že ime samo nakazuje, da se bo pa zdaj ena skupnost ustvarila ali pa ena druščina ustvarila, da bo Facebook povezal ljudi in vemo, da jih je samo skregal. V tej knjigi, ki je pravkar izšla, kjer sem študiral tudi slovenske duhovnike, kako uporabljajo Facebook, recimo eden od stvari, ki sem jih gledal in ki so tudi zelo jasno prišle ven iz te analize, je, da Facebook je isto kot tole, pa sem zgubil. Nič hudega, itak zaključujem, se pravi, Facebook dejansko ni prostor, kjer bi se ljudje pogovarjali, kjer bi ljudje javno uporabljali razum. Facebook je prostor, kjer laik, ploskam ali pa se derem na nekoga, praviloma ne poslušam, praviloma se odzovem, še predno sem prebral 10 vrstic. Se pravi, to je, do tega ne pride, do diskurza, do javne rabe razuma v družbenih omrežjih ne pride. In v tem smislu nismo nič na boljšem, morda celo eno stopnico nižje, kot smo bili pred 30 leti. Kar se tiče zmožnosti javne rabe razuma in diskurza. Amen. Torej, najlepša hvala gospodu Lahu za to zanimivo predavanje. Zdaj pa so, kot rečeno na začetku, na vrsti tudi vprašanja, vaša vprašanja, nekaj smo jih že prejeli in najprej bi vam kar zastavil tole. Kaj je po vašem mnenju vloga popkulture, reality šovov, pornografije in podobnega pri ustvarjanju javnega mnenja? Kdo ima od tega korist, kdo je v ozadju? Motivacija za te zadeve je preprosto denar. Te stvari, ki si jih omenil, se pravi, bodi si pornografija, ki je plačljiva, tako posamezni uporabnik plača, ali pa reality show, ki temelji na mehanizmu reklam. Te stvari se delajo zaradi tega, ker tam zadaj je denar. Kakšen je rezultat za to? Rezultat tega očitno razumemo, da splošni nivo kulture pada. V čem se to vidi, oziroma zakaj je to problem? To je problem zato, ker je čas za eno novo predavanje. Ampak bistvo krščanske vere, bistvo judovske vere je v soboti. Kaj to pomeni? To je samo omejitev. Jaz si bom en dan v tednu, bom pa za Boga namenil. Ne bom delal 7 dni na teden. Ne samo, se pravi, sobota me zaščiti pred tistim, ki me želi zlorabljati, pred mojim šefom. Ne. Bog pravi, da ne smeš od mene zahtevati, tudi hlapec ima pravico do nedeljskega počitka. Predvsem pa me zaščiti pred menoj samim, da se znam omejiti, da ne bom zdaj se izgoril v tem, da bom
v svojih projektih, kakršnikoli so že, kakorkoli so tudi že lepi ti projekti in vse mogoče. Se pravi, za to gre, ne? In če imamo reality shows ali pa te stvari, ki so prostaške zadeve, se pravi, vse te zadeve ali pa pornografija, kjer gre na dati, razpustiti se, ne, se pravi, je ravno nasprotna tendenca od tega samo omejiti se. Ne gre za kontrolo, ne gre za zatiranje. Gre za to, da jaz kot svoboden človek sam sebi znam postaviti meje in te vrstne vsebine ali pa tovrstna oblike vedenja znižajo, ko bi rekel, zmožnost na družbeni ravni, nekako se zniža odpornost za te stvari. Vedno manj moči imamo, ker nas družba ne podpira, ker nas okolje ne podpira, vedno težje se potem tudi jaz samo omejim. To je, jaz vidim v tem največji problem, ne? Da je, potem lahko se pogovarjamo o okusih, o tem, kaj je prav, kaj ni prav, to je vse res in se treba tudi o tem pogovarjati, ampak ključni problem pa pri meni gre nazaj na to glavno zapoved sobote, ne? In če berete Sveto pismo v tej luči in krščansko vero tudi v tej luči, se pravi zmožnost se samo omejiti. Simbol trte, ki je obrezana, ne? Se pravi, ni razpuščena, ampak je obrezana, samo taka trta lahko da sadež. In ena razpuščena kultura nam vsem oteži, da se znamo obrezati, da se znamo disciplinirati in samo. Kaj pa recimo, kako ocenjujete, kako gledate na Slovenijo in na slovensko popkulturo, kako vrednotite konkretne pojave, ki se dogajajo pri nas na tem področju? Ne poznam. Mi je žal, ampak slovenske popkulture, jaz nasploh nisem strokovnjak za popkulturo. Jaz, kot ste tudi iz predavanja videli, jaz na to gledam z vidika družbenih procesov, ne z vidika kulture. Tako da, žal, karkoli bom rekel, bom verjetno eno veliko neumnost rekel. V redu, ni problema. Tukaj eden izmed udeležencev sprašuje, če lahko pojasnite tako imenovana woke gibanja, ki se želijo izkazovati kot neka nova razsvetljenska gibanja sodobnega sveta, pod površjem pa se najbrž skriva vse kaj drugega. Ja, kolikor jih razumem, so to v bistvu so to podobno tem kabalom ali pa recimo tej masoneriji. Se pravi, to so skupine ljudi, ki imajo poseben dostop do vedenja. Samo oni vedo to. To nima s tem razsvetljenstvom, o katerem sem jaz govoril, nobene zveze, prav nasprotje tega je. Ker so vse prej kot javna, oziroma zanje je javnost je največji sovražnik na nek način. To je zelo zanimiv pojav, jaz na to nisem bil pozoren, sem imel pa dobrega profesorja, ki že pred 25 leti je rekel, fantje, ste kdaj pomislili, oziroma pa smo študirali te stvari, no? In on je rekel, a veste, kaj se najbolj prodaja? Pustimo pornografijo. Najbolj se prodajajo knjige, to do 25 let nazaj, zarotniške knjige. Kaj je v bistvu teorija zarote? Teorija zarote je temelji na nekem vedenju, ki ga ni mogoče verificirati, se pravi, ki je nasprotje od tega, o čemer smo govorili pri razsvetljenstvu.
ki ga samo posvečeni ljudje vedo, se pravi, kaj hočem reči. Pred 25 leti se je to najboljš prodajalo in družbena omrežja in tudi sodobni pojavi zadnjih 10 let na Zahodu so nam pokazali, da je en ogromen potencial tule, se pravi, da je ogromno ljudi, ki iz takega drugačnega razloga so pripravljeni verjeti najbolj absurdne stvari in so strašno zadovoljni, da lahko verjamejo v tisto. In jih ne boš premaknil. Ne boš premaknil, ker oni imajo prav, ne ti. Problem je, da s temi ljudmi se ne da pogovarjati, ker to je isto, kot so mi sem že star, spomina obujam. Ko sem še teologijo študiral, smo imeli ene take punce, ki so želeli biti feministke. In potem eden od njihovih argumentov je bil, da je svetopismo bilo cenzurirano. Ja, v redu, kako cenzurirano. Ja, vse, kar bi kakorkoli kazalo na žensko duhovništvo, to so pol tile špahe pa patriarhi, to so vse scenzurirali in sčistili, da ne bilo čist nič tega nikjer v Svetem pismu. V redu, zanimiva teza, ampak imaš kakšen dokaz za to? Ne. Ja, ampak je tako. Dejstvo, da ni notri nobenega teksta, ki bi kazalo na žensko duhovništvo, je zanje pozitiven dokaz, da je bilo tisto cenzurirano. Razumete logiko, ne? Pomanjkanje dokaza je dokaz, da je nekaj bilo. To je analogno temu, da moram jaz svojo nedolžnost dokazovati. Je isti absurd. Nedolžnosti se nikoli ne more dokazati. V procesu javnem se dokazuje samo krivdo, se pravi, se dokazuje samo nekaj, kar se je naredilo, ne nekaj, kar se ni naredilo. Nečesa, kar se ni naredilo, se ne da dokazati. To je proces. Dokaže se lahko samo nekaj, kar se je naredilo. In se pa lahko dokaže, da sem jaz to naredil ali pa da nekdo drug je to naredil. To je civilizacijski problem, ki je eksplodiral, po mojem, v zadnjem času, ravno preko družbenih omrežij. Ker vsi ti ljudje, ki prej so bili niti niso vse so vedeli drug za drugega, ampak niso prišli do kolektivnega glasu, ker novinarji v medijih ali pa tisti, ki so imeli mikrofon, ki so imeli dostop do mikrofona, do mikrofonov niso prišli, tile zarotniki. Medtem ko danes preko družbenih omrežij pa vsak od nas lahko ima mikrofon. In malo so se še zorganizirali in so prevzeli svet. Zdaj, ko smo ravno na področju teorij zarot in zarotnikov in tako naprej, bi bilo mogoče primerno vprašanje, kako vi gledate na ameriški fenomen QAnon, oziroma QAnon, se pravi gibanje, ki je na pozornosti pridobilo predvsem lani poleti v času tistih precej velikih političnih vrenj v ZDA. Isto, sej nimaš kaj dosti več. Pred 20 leti nihče ne vedel zanje. In to pa je nevarnost potem populizma. Populizma ni brez Dučega, populizma ni brez Führerja, populizma ni brez Titota, se pravi enega človeka, političnega voditelja in manipulatorja, ki bo tem ljudem pihal na dušo. In Trump je to naredil. Trump je znal vsem tem ljudem pihniti na dušo in naenkrat so postali pomembni. In trenutno, ko so postali pomembni, so se začeli pa vedno bolj glasno oglašati tudi. In
vedno večji tudi postali, čeprav gre za en zelo, zelo majhno skupino ljudi, kar pa ne pomeni, da nimajo vpliva. Vse veste, koliko je bilo komunistov, ko so začeli revolucijo izvajati v Sloveniji. Jih je bilo par 100 in so kljub temu imeli vpliv na koncu zelo velik. Se pravi, razlika je ravno v tem, da prej tudi v medijskem sistemu in v družbenem sistemu, kjer so veljala tale razsvetljenska pravila diskurza, ta človek ni mogel zraven priti, ker ne zna uporabljati razuma, se pravi, on fantazira. Ampak če pa ta človek zdaj pa pride do mikrofona in naenkrat se še nekaj drugih ljudi začne isto fantazirati, oziroma prej so bili tiho, zdaj pa naenkrat, ko pa vidijo na televiziji ali pa na internetu, se pa še oni začnejo oglašati in to dobi potem svojo moč. Ne glede na to, je pa kljub temu je to zelo omejen pojav. Torej, omenjali ste tudi populizem v tem odgovoru in navezujoč se na to bi vas želel še vprašati, kako lahko povsem običajen človek, ki recimo ni sociolog ali filozof, v svojem vsakdanjem življenju lahko identificira oziroma prepoznava populizem, ne da bi pri tem mislil na recimo Kanta ali pa Habermasa. Ja, odlično vprašanje. Populizem je v tej klasični obliki 20. stoletja, kot ga mi poznamo, njegove značilnosti so tiste, ki sem jih omenil v kontekstu množičnih medijev pa množične družbe. Se pravi, temeljijo na enostranski komunikaciji, se pravi, duče, vodja, pumpa, pristaše in jih potem nekam nažene, da grejo rušiti nekaj, ponavadi. Ponavadi to dobro funkcionira samo takrat, kad je treba nekaj rušiti. Veliko težje je ljudje motivirati na populističen način, da bodo pa nekaj gradili, ker so čisto drugi mehanizmi tam zadaj. Veliko lahko preprosto zdrava pamet, so temu včasih rekli. Ampak to je naporno, to je malo ljudi. Ena od stvari, ki se mi zdi zelo pomembna, ki jo vsi poudarjajo na področju medijske pismenosti, je to, da ne zaupam svojim občutkom. V družbenih omrežjih, recimo, družbena omrežja so grajena na impulzih, na hitrih in čustvenih reakcijah. To gledajo, algoritmi družbenih omrežij. In to podpirajo, lajke, pa delitve, pa vse te zadeve. Refleksija, se pravi, ne na prvo žogo iti, ne zaupati mojemu instinktu v tem smislu neracionalnemu prvemu odzivu, ampak da znam biti nezaupljiv do tega, nezaupljiv v dobrem smislu, se pravi, da se znam vprašati, da znam postaviti samega sebe pod analizo, pod vprašanje. To je en tak vidik. Druga, kaj bi še bilo, enosmerna komunikacija, pravilno usmerjena v rušenje ali pa kritiko. Ja, pri populizmu mislim, da je to glavno. In pa potem to tipične stvari, ki veljajo za vsako propagando. Se pravi, če začneš logično analizirati teze,
to, kar ti vodja govori, potem hitro prideš v zadrego, ker vidiš, da ali napihuje, ali da si izmišljuje stvari, ali da imaš logične probleme v njegovih izvajanjih. Praviloma, kot sem rekel, ta negativni ali pa rušilni vidik v vseh teh modernih populizmih se je tudi ukazal v tem, da se je vedno našlo sovražnika, proti kateremu se je ljudstvo potem, od vodstva razsvetljenega voditelja, je to ljudstvo potem šlo, ali so to Židi, ali so to notranji sovražniki, zunanji so. Ampak populizem praviloma živi iz te napetosti, ni to zadeva, ki bi združevala ljudi. Ponavadi proletarce proti meščanom dežele, ali pa Nemce proti Židom, ali pa to se zelo hitro pojavi. Zaradi tega je tudi tako, je tudi ves svet, vključno ravno, ker sem bral Salvatore Romano, ki je vatikanski časopis, je poročal o enem majhnem incidentu v Ameriki, kjer je očitno en človek imel zmešan, je za talce vzel ene Jude, se pravi, eni sinagogi, verjetno ste brali včerajšnje je to bilo. Ljudje so en tak simbol, zelo prav pridejo vsakmu, ki želi na populističen način gor priti. Zato je sodoben svet, zahodni svet je zelo na to pozoren. Tudi če je za majhen incident, ali pa tudi če nekdo se majčkeno proti Judom izrazi, smo vsi takoj zelo občutljivi, iz bojazni, da je zadaj ta mehanizem, se pravi ustvarjati sovražnika, da bom lahko večino napumpal in prevzel oblast, ker za to gre na koncu. Duče želi priti na oblast in želi ostati na oblast, avantgarda delovnega ljudstva, njihov cilj je priti na oblast in ostati na oblasti, in da to naredijo, ljudi nas čuvajo proti drugim. Kakšni so pa recimo interesi politike znotraj pop kulture, oziroma kakšna orodja, kakšne vzvode išče znotraj pop kulture, da lahko vpliva na ljudi na populističen način oziroma izpolnjuje svoje interese? Če izhajamo iz te teze, ki jo je Michael Shotson, ki je en novinar in potem bil profesor tudi v Ameriki, ki je govoril o ustvarjanju konsenza. Družba rabi določeno, kako se temu reče, kohezijo. More priti. O tem sem govoril recimo preko tega razsvetljenskega ključa. Priti skupaj, se pogovarjati, najti en skupen jezik, ki nas bo peljal naprej. Vsaka družba to potrebuje, da lahko funkcionira. In se začne z jezikom, to, da razumemo isti jezik. Pop kultura to naredi. Če imamo vsi približno isti vrednote, kar se tiče mode, ali pa kar se tiče načina življenja, potrošništvo, ali pa idejo, kdo je kul, kdo pa ni kul. In te zadeve se pravi na tem področju zelo na fin način se ustvarja ta kohezija v družbi. Se pravi, imaš eno ogromno večino, ki se razumejo, ki govorijo isti jezik, ki v smislu tudi temeljnih vrednot oziroma tega, kaj je prav, kaj ni prav. Shotson je recimo govoril o teh, da imaš nekako
tri lupine od čebule, tri ovojnice. Največji je ta popkultura, množična kultura, v kateri imamo ljudi, govorimo isti jezik, v bistvu ne samo jezik, ampak tudi imamo isti pogled na svet. Delimo si pogled na svet. To, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je tako. To je ogromna večina. In popkultura to večino ustvarja in jo goji in jo pelje naprej. Pol na robu, na zunanja ovojnica imaš obrobne pojave, ki pa so sprejemljivi. Se pravi, malo manj štrliš, nisi lih tako kot večina, ali pa nisi lih povprečen, ampak je sprejemljivo. In pol ta tretja ovojnica je pa tista, ki pa ni sprejemljiva. Kaj se vem, v slovenskem diskursu javnem, tem, ki ga obvladujejo moji kolegi, se pravi, ti, ki so bili na FDV v Ljubljani, se ne sme kritizirati NOB. Pika. Absolutno. V trenutku, ko boš kritiziral NOB, je konc. To si končaš na grmadi. To je inkvizicija 100%. Se pravi, ko govorimo o tem, in oni se zdaj trudijo na vse načine s pomočjo teh klasičnih medijev in s pomočjo drugih mehanizmov, ker klasični mediji so vedno manj pomembni, se želijo ohranjati to, da bo večina ljudi, ali pa da bo vsaj dovolj ljudi v Sloveniji mislilo, da to pač se ne da. NOB-ja se pa ne sme kritizirati in pika. NOB v bistvu da dobro zadeve. Tam ni tolerance. Če boš rekel, kaj se vem, da je Maček ali pa Tito, da so kakšne napake tudi naredili v redu, to se sprejme. Pa mi zdaj revolucijo kritizirali oba absolutno. Čeprav revolucijo ne uporabljajo več, uporabljajo samo NOB-ja. Čeprav je šlo v bistvu za revolucijo. Sploh danes v medijih velikokrat vidimo v govorih predvsem politikov, da govorijo o tem, kaj meni oziroma misli ali pa hoče ljudstvo. Spravi, točno to poudarjajo. Kako gledate na te izjave, na takšno govorjenje? Ne vem, kaj konkretno je to mišljeno. V sodobni demokratični družbi ti ljudstvo, se pravi javno mnenje ali pa večinska volja, ki se pa izraža preko volitev, ti da legitimnost, zato da lahko vladaš. Seveda se vsak sklicuje na to. Morda pred 300 leti bi se vsakdo skliceval na papeža ali pa škofe ali pa na svetopismo. Prav uporabljaš tisto, kar je nekako v splošni javni kulturi velja za legitimno, ljudsko demokracijo, ljudsko voljo, jih potem poskušaš pač pod svoj plašč spraviti. Ampak to je politična retorika pogosto. Eden izmed udeležencev pa tudi sprašuje, kako komentirate dokaj negativno vrednotenje digitalnih medijev strani avtorja Manfreda Špicerja v knjigi Digitalna demenca. Se mogoče z njegovim vrednotenjem strinjate in kje je izhod v smislu razsvetljenskega oziroma razumskega optimizma tukaj? Knjige nisem prebral, približno vem, o čem govori. In mislim, da ima prav, se pravi prav v smislu, gre pa za bestseller, on zadeve zašpiči in začini, da se na špico pripelje. Ampak problem je v tem, da po eni strani smo vedno bolj odvisni od tehnologije, ki jo uporabljamo. Po drugi strani smo pa tudi vedno bolj
vedno bolj smo v tistem, če se spomnite tistih slik Charlieja Chaplina. Sodobna kultura nas zasužnjuje, ampak nam je pa tako prijetna. Se pravi, to gre za eno naporno je doma zvečer skuhati in organizirati družinsko večerjo in te zadeve. Druge stvari so nam danes pomembne. In to, ne bom rekel, da ravno pripelje direktno do kognitivne demence kot take, ampak dejansko osiromaši človeka na različnih področjih. Še posebej, če govorimo za družbena omrežja, so asocialna. Jaz zadnje leta opažam tu v Italiji, ko imajo tako razvito kulturo obeda, se pravi, obed v Italiji je srečanje, je družinski dogodek. Je vedno več mladih vidim in otrok, tudi ti starši pridejo, ki so pri mizi v restavraciji in živijo v tem svojem mehurčku. Stimulira določene stvari, te naše napravce, te naše pametni telefončki in internet in omrežje, ki ga ustvarja. Določene stvari zelo stimulira, ampak to so poživila. Medtem ko te naravne vidike družabnosti, ki so pa še zmeraj ključno, ker en virtualni prijatelj ti ne bo riti pravil, ko boš rabil. To pa zapostavljamo in pa na koncu, ko se zgodimo bolj osiromašeni, bolj revni. Izziv je najti to pravo mero. Problem pri teh, pandemija nas je tudi določene stvari naučila. Recimo, če se vrnem k tej raziskavi Facebooka in duhovnikov, se vidi, da so po en stran odkrili, da internet je lahko zelo koristna reč, če imaš zaporo države. Ampak v drugi strani, če se pa večkrat premislili, tako družine kot duhovniki so pa ugotovili, komaj čakamo, da pa ne bo treba iti na internet, zato da se bomo lahko srečali. In nevarnost je v tem, da tisti čas, mi imamo samo 24 ur na dan. In več časa, ki ga porabim za internet, recimo, manj časa, tisti čas ga ne porabim za druge oblike življenja, ki atrofirajo, ki zamrejo, ki se ne razvijajo, da gredo naprej. In potem se lahko čez par let zbudim in ugotovim, da moje življenje pravzaprav dokaj prazno. V okviru zadnjega vprašanja pa bi se lahko še malo bolj dotaknila tudi cerkve v povezavi s popkulturo in populizmom. Torej, kakšna je vaša splošna ocena oziroma splošen pogled na cerkev v odnosu do populizma in popularne kulture? Za kakšne vrste vplive gre tukaj? Cerkev v svoji zasnovi ni populistična. Ko pa je populizem prišel, se je pa tudi cerkev poskušala nekako prilagoditi na to. In včasih malo bolj, včasih malo slabše. Če vzamemo papeža Janeza Pavla II., vidimo, da je veliko bolj znal uporabljati televizijo, kot so jo uporabljali komunisti. Ampak mehanizem je bil pa isti, v smislu, oboji so uporabljali ta orodje množičnega obveščanja, oboji so
je bil en voditelj, ki je nagovarjal milijone ljudi. S to razliko, da Janez Pavel drugih je imel več kot. Tako da v tem smislu cerkven pristop je tak, da proba, da reče, zdaj, če gre tu za en način komuniciranja, se pravi, če gre za eno orodje, potem ga bomo pač mi uporabljali to orodje na ta način, kot se nam zdi pravilno. In Janez Pavel II je to delal. To, kar sem pa prej rekel, da cerkev po svoji zasnovi ni populistična, oziroma da nima teh populističnih, je pa v tem, da cerkev temelji na župniji in na škofiji. To sta temeljni celici. In oboje sta premajhni, da bi lahko o populizmu v sodobnem pomenu besede govorili. Cerkev je zasnovana, se pravi, struktura cerkve je bila narejena pred 2000 leti, takrat je škof bil recimo velikost škofije več ali manj sovpadla s tisto polis, o kateri Aristotel govori, se pravi mesto, pa še bližnja okolica, trg z okolico, tam, kjer se ljudje nekako še poznajo med sabo. In ta struktura je ostala tudi v današnjih razmerah. Tako da tu jaz problema ne vidim. Je populizem seveda nekaj čisto drugega, čeprav ima isti koren, bi bila ljudska kultura, to, kar je cerkev pa po svoji zasnovi tradicionalna, temelji na teh kulturnih elementih, na inkulturaciji, goji kulturo bazično, ne samo visoke. To pa ni populizem, to je pa druga zgodba. Najlepša hvala vam za vse vaše odgovore. Čas za vprašanja se nam je iztekel in prišel je čas, da se poslovimo, ampak še pred tem pa naj predam vabilo k nadaljnjemu spremljanju naših dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru jezuitskega kolegija. Vabljeni ste, da obiščete našo spletno stran jezuitskikolegi.si in pa naše profile na drugih spletnih platformah. Lahko nam sledite na Facebooku, kjer se naš profil imenuje Jezuitski kolegij v Ljubljani. Prisotni smo tudi na Instagramu kot Jezuitski kolegij. Imamo pa tudi YouTube kanal Jezuitski kolegij, na katerem bo kasneje objavljen tudi posnetek nocojšnje akademije. Na vseh teh platformah boste našli vse potrebne informacije o naših dejavnostih, med drugim tudi o naslednji večerni akademiji, torej februarski večerni akademiji, ki jo lahko pričakujete prav tako tretji torek v mesecu in na katero ste že sedaj vnaprej lepo vabljeni. Posebno vabilo pa velja še k poslušanju podcasta Tangenta, ki nastaja v okviru jezuitskega kolegija. Nazadnje pa ste prisrčno vabljeni tudi k temu, da nam pišete, da z nami kontaktirate, namreč razni odzivi, poizvedbe in predlogi za naprej so vedno nekaj dobrodošlega. Gospod Lah, še enkrat se vam v imenu vodstva jezuitskega kolegija iskreno zahvaljujem za vaš čas in za vsebino, ki ste jo pripravili za nas in nam jo predali. Prepričan sem, da bomo od nocojšnjega dogodka vsi veliko koristnega odnesli. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da se vsi poslovimo. V imenu jezuitskega kolegija hvala tudi vsem vam za udeležbo, vsem vam, ki ste našemu dogodku nocoj prisostvovali. Iskreno upam, da bomo v stiku ostali še v prihodnosti, da se bomo srečali še na kakem izmed dogodkov v naši organizaciji. Vse dobro vam želim, nasvidenje in lahko noč.